Mi smo Kvadropirci in vi poslušate Radio Prlek. In čutil, kot da ob meni si greješ mlado telo. Sam sem in že dolgo čakam na te in prosim Bože junake, da naj me k tebi spusti. Ja. Nisva se še srečala, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srci. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Poigravam s tvojim seminom, dotakneš se me s pogledom in skriješ se med ljudi. Po noči dušo veže miru, zaprem oči in se vdiru, spet k tebi peljem nazaj. Ja. Nisva se še srečala, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srci. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Povej mi si vsaj malo moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srci. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Povej mi si vsaj malo moja. Moja je bila slišana na Kvadropirce z albuma Do zdaj, z mano pa so Samo, Jure in Matej. Lepo zdrav. Živijo. Bravo. Kvadropirci ali Kvartopirci? Daleč od tega, da bi bili Kvartopirci, čeprav lih naš Tomaž precej rad vrže kakšen tarok. Ajde, tudi ostali kakšne karte, ampak predvsem je pa Kvadropirci zaradi tega, ker smo štirje, pa na vsake toliko radi kakšno pivo spijemo. Potem imate pogon na vse štiri, tisto je znam na Kvatro. Ja, res, tudi smo imeli kakšen avto včasih, ki je imel pogon na vse štiri, draž smo pa kar z dvema že zadovoljni. Kartate pa ne za denar. Ne, kartamo samo za užitek, če kdaj zaigramo, se že to bolj poredko. Torej podarek na četverici. Ja, tako. Že od štarta smo štirje in na tem ustrajamo, pač moško petje se mi zdi, da raplih štiri vokale, da dost polno zazvoni. Zdaj, če bi nas bilo pet, a veš, pa treba deljeno s 5, je že malo težji. Ne, a veš, 10 deljeno s 5 je 2, deljeno s 4 je pa 2,5, mi pa rad malo zakompliciramo. Drugač smo pa vedno veseli povabila, pa tudi, kot boste slišali, tudi na radiju smo ogromno duetov tudi posneli. Vidi se, da ste pravi Gorenci, glede na računico. Gorenci, ja, fantje so iz Kamenka pa Mengša, jaz sem pa kar z Ljubljane, tako da, ja, mičken pod Gorenski se nahajamo, ampak ne vem, če se to kaj pozna po kakšnih stereotipih. Ti odpadeš samo, mislim, da si ti potem pravi Gorenc. Ne, le, sej, mačkan se takole človek, ja, včasih mora človek mačkan pohecati, no. Mislim, sem pa, kje pa ima jaz Gorensko? Ja, zdaj en prav v Komendi, en prav v Cerkljah, tako da ne vemo čisto točno. Jaz, po moje, ker sem iz Mengša, bi rekel, da smo iz osrednje Slovenije, ampak tudi če kdo da Mengeš pod Gorensko, ni noben nič hud, nismo tok patriotski. Ampak računate pa dobro. Ja. Preračunavate. Preračunavamo dobro. To je res.
Ja, zadnje čase je zato naš menedžer Matic Plavejok Malik danes danes. Kdaj ima rojsten dan? Kaj že? 17. februarja ga je imel. Tako, ja. Ja, v glavnem, zdaj konc leta smo še enega člana v Quattro ekipo sprejeli, našega Matica. Ja, on je pa ta prav Gorenc. Tako, on je pa iz Zaloga pri Cerkljah in igra tudi pri ansamblu Saša Avsenika kitaro. Tako da on zdaj računa in preračunava za nas. Ostali ste samo statisti pri matematiki? Mislim, jaz tudi malo matematike v svojem profesionalnem življenju na inštitutu uporabljam, na inštitutu Jožefa Štefana še tam delam. Tam ni malo matematike, tam je malo več matematike in fizike. Ja, tam je malo več, pa se lahko takole s kvadropirci sprostim, pa ni treba več toliko na številke gledati. Potem so kvadropirci filter za sproščanje po napornih delovnikih? Za mene osebno definitivno so, pa tudi za vse ostale se mi zdi. Ja. Mi se imamo res dobro skupaj. Ko gremo, mi zadnje čase kar kombi najamemo in se imamo že med vožnjo tako lušten in pol ponovati kjerkoli nastop zelo lušten uspe in nazaj grede se imamo lušten in nasploh smo ful dobri prijatelji, tako da to je pač užitek. Pa vsak še svoj life, s svojimi stvarmi se ukvarjamo in skupaj je lih prav vsega. Ja, samo je zelo dobro povedal to. Če tudi zate filter? Jaz sem bil do nedavnega zaposlen v vrtcu, glih 10 let, zdaj po novem sem pa 100% kvadropirec, tako da mi je filter pa tudi hkrati užitek. Ja, seveda je glasba en del sproščanja, ampak seveda je treba tudi veliko dela vložiti, da smo tam, kjer smo, ampak na koncu na odru, ko zapoješ, ker to je ena lahkotna zadeva in vidiš ljudje, kako uživajo, to je pol tisto povračanje vsega truda, tako da na koncu je užitek. Pričeli smo z vašo priredbo skladbe Moja Modrijanov, nadaljujemo pa skladbo Do nebes in nazaj. V tem bi pa mogoče samo kaj več povedal, ker to je pa res njegova skladba. Ognjene. Ja, tako. Jaz sem bil tudi kar dolga leta, mislim, da 9 let vsega skupaj pri Ognjenih muzikantih. Kakšno leto zatem smo pa že kot ropirci začeli, v bistvu konc letošnjega leta imamo mi tudi 9. obletnico. Takrat v bistvu jaz sem bil na frišno z mojo Jasmino in to je bilo še vse tako zaljubljeno in pol je šla ona v Ameriko ali z navihankami takrat in sem imel res motivacijo napisati tale lep komad. No. Se veš, takrat mi, ki glasbo pišemo, rabimo zmeraj en povod, eno inspiracijo in jaz sem imel takrat ogromno inspiracije. Ja, glede na to, da sem pa pri obeh skupinah bil, pa da sem avtor komada, sem pa tudi jaz probal takrat malo združiti to in mislim, da je komad res lepo ratal. Takrat v bistvu Ognjeni so bili naša prva tudi tako spremljava. Mi smo do takrat vse komade imeli in posnete in tako izvajali smo jih na nastopih samo s kitaro, pa 4 vokali. Takrat je bilo pa prvič, da smo naredili komad, da je bil v bistvu cel band še zadaj. V bistvu bolj za inštrumental smo Ognjeni muzikanti poskrbeli, bolj za vokale pa kvadropirci. In prav potiho si prikradla se v srci. Prav počasi, prav potiho se odprlo je. S tabo dan je nasmejan, se vsaka solza posuši. Je prazen svet, vsi vino jed, če te ob meni ni. Niti minute več, nočem od tebe preč. Vem s tabo le, želim si že deliti srci. Ker ljubim te do nebes in nazaj, šel za tebi do tisočkrat do nebes in nazaj. Tvoj prijazen, lep pogled nas me pričara mi na obraz. S teboj pozabim čisto vse, s teboj lahko sem jaz. Niti minute več,
nočem od tebe preč, vem s tabo le, želim si še deliti srci, ker ljubim te do nebic in nazaj, šel za tebi do nebic in nazaj. Do nebes in nazaj, Kvadropirci z albuma Do zdaj, leta 2011 ste pričeli. Res je. Kvadropirci smo se spoznali oziroma začeli svojo zgodbo po enem nastopu v Škofji Loki. Prej smo vsi skupaj peli pri pevskem zboru Odmev iz Kamnika. Tam, kot smo že večkrat povedali, smo se za šankom slišali, en je mrmral, en je besedilo poznal, en melodijo, en je rundo naročeval, en je znal pa kitaro igrati. In smo rekli, kaj pa če bi mi enkrat nekaj skupaj naredili. Všeč nam je bil dalmatinski melos in smo dejansko tudi začeli s temi skladbami. Potem se veste, ko nekaj začneš vaditi, pa poveš nekomu o tem, rečejo, ja, kdaj vas bomo pa nekaj slišali, ne? In smo zapeli prijateljem, potem so prijatelji povedali, da mi to dobro izvedemo, takrat še malo nerodno, ampak nam je kar šlo. Smo dobili tudi kakšno ponudbo za rojstni dan in to je pač prišlo do tega. Potem so nas slišali tudi na praznovanjih, pa smo pa mi rekli, ko pa če bi mi tudi kaj imeli od tega, ne, da bi sam nastopali, a ne? Treba je tudi, zaslužiti, če se pač greš v to stvar, če si se podal v to stvar. No in je nastala zgodba. Leta 2014 nas je povabil Švab v oddajo Slovenski pozdrav pod pogojem, poklical je Samota in rekel, fantje, mi vas vabimo v oddajo, pa dajte narediti eno priredbo slovenske pesmi. In smo takrat izbrali dejansko Modrijanovo mojo, ki ste jo že prej lahko slišali, in tako se je naša glasbena pot začela in s to pesmijo smo se predstavili tudi širni Sloveniji. Imate torej 3 faze, pevski zbor, šank, zasedba? Ja, v bistvu to zgodbo v sam začetek se jaz še ne morem vključiti, ker jaz sem pred dobrim letom se priključil ekipi, je Gorazd v prejšnji zasedbi, je pel bas in po dolgem času so, tako kot v vsaki resni zvezi, je bila neka prelomnica in je bila razpisana audicija, jaz sem se prijavil in hvala Bogu so me fantje izbrali, da sem lahko ta člen, ta del zgodbe skupaj ustvarjamo. Ste potem, glede na to, da ste začeli z dalmatinskimi, na nek način klapa 4? Ja, mislim, mi smo klapa tako, ne? Nismo pa klapa v glasbenem smislu, se mi zdi. Ker tudi tako za klapo mislim, da je minimum članov 5 ali 6 ali 6, tako je. Nekaj v tem smislu. No. Mi smo kar kvadropirci. Tako, to je večkrat dilema bila, kako naj nas poimenujejo, pa smo kar rekli, kar kvadropirci nam rečete, brez ene predpone. Gojite pa 4-glasno petje? To pa že od samega štarta. Nobenega ne preferiramo, vedno smo tudi 4 enakopravni fantje, vsak ima svoj lep glas, svoj karakter v svojem glasu in to pač probamo vsi vsakega predstaviti. Je težko priti iz anonimnosti na oder? Veste kako, mi smo imeli to srečo, da so nas že uveljavljeni glasbeniki porajtali, če lahko temu tako rečem, in nas vedno povabili v sodelovanje in nam dali priložnost. Prvo je bil Blaž Švab, potem je 2016 prišel Rej in pa Manca Špik, s katero smo šli tudi na festival Melodija Morja in Sonca, dosegli odlično drugo mesto in dobili prvo mesto po izboru poslušalcev in gledalcev v auditoriju. Potem so se pa vrsti tudi Helena Blagne je bila,
in smo zelo veseli, da smo naredili pesem z njo, potem pa tudi Kampanel in na vse zadnje Jan Plesenjak. Tako da smo imeli srečo, ampak brez te sreče ne gre, smo imeli pa to srečo, da dobro zvenimo in se dobro počutimo v izvajanju teh pesmi. Glasba, naslednja bo pesem skupaj z Manco Špik, prav z melodij Morja in sonca. Tako je, kot sem že omenil, smo z Manco 2016 nastopili na festivalu, zasegali odlično mesto in tudi po tem nastopu so se začele odpirati glasbene poti. To je bila v bistvu naša druga prelomnica. Prva prelomnica je bil to, da nas je Blaž Švab povabil v svojo oddajo, druga je bila pa kar tale, moram reči. Zato, ker tukaj se vidi in po vpraševanju in po ogledih na YouTubu in tako, no, da je prelomnica, no. Ta je bila definitivno. Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla. Prišla je prav potiho, zdaj jo vsak pozna. In vsi bi hoteli malo z njo zagrabiti morje in nebo in zraven še ljubezen, da bo res lepo. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Preveč sva se ljubila, da bi slišala, kako jo je prineslo tja med naju dva. Na koncu sva našla par besed, kako bo ljubezen razšila svet in tisto melodijo še vedno znam zapet. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Mi smo Kvatrobirci in vi poslušate Radio Prlek. Odkar si mi dala svoje srce, dnevi so sončni, vse dobro mi gre. Ljubim toplino tvojih dlani, tvojo bližino, nasmeh in oči.
Prazni trenutki vsi mimo zbeži, so nepomembni za moje srce. Prostor je v njem le za tiste stvari, ki s tabo počnem jih vse si mi ti. Ljubim te, ljubim, ljubim te, ljubim, ljubim te, ljubim, le to mi povej, če srečna boš z mano kot zdaj za vselej. Vedno le tvoj bom, moja boš ti, za tebi storil nore reči. Saj če bolite, mene boli, tvoja me solza reže skeli. Ljubim te, ljubim, ljubim te, ljubim, ljubim te, ljubim, le to mi povej, če srečna boš z mano kot zdaj za vselej. Če srečna boš z mano kot zdaj za vselej. Ljubim te, ljubim, Kvadropirci z albuma Do zdaj, samo Jure in Matej so z mano v studiu Radia Prlek. Ko ste začeli delati v tem dalmatinskem melesu, je težko peti hrvaško? Ja, ni tako lahko. V bistvu pri nas, mogoče tudi prejšnji basist Gorazd pa Jure imata majčkeno več občutka za to. Jaz pa Tomaž pa že od štarta nisva imela toliko veliko, ampak mislim, da tekom let izvajanja te glasbe sva se kar veliko naučila, tudi midva. Naš Matej, zdaj basist, pa mislim, da tudi že od štarta nima s tem problemov. Ja, smo včasih tudi slišali, nimati najboljšega hrvaškega ali pa kakšnega dalmatinskega naglasa. Jaz se nismo Hrvatine, tako da čisto procentno ne moramo v bistvu takega dialekta, karkoli. Lahko ga pa posnemamo, vseeno lahko pojemo neke hrvaške pesmi in jih preoblečemo v naš kvadropirski zvok. Veste izgovoriti dalmatinski i? Tam se vleče bolj na i. I. I jaz sam bio prošle godine na hrvatskom. Počasi ti gre. Počasi. Ste vokalisti, kaj pa instrumentalna spremljava, za njo poskrbite sami ali je za to za vami kakšna zasedba? Nimamo klasične zasedbe, smo pa že večkrat sodelovali s kakšnimi skupinami, oziroma največja zadeva je bila predlanski božič, se mi zdi, božični kvadrovečer, ki smo s policijskim orkestrom delali. Zdaj lansko zimo smo delali z vojaškim orkestrom, zdajle smo pa tale CD izdali 13. februarja v Mengšu, je bil lep razprodan koncert. Smo pa razne glasbenike, pač bend v klasičnem sestavu, boben, bas, kitara in klaviature, povabili pač, da so z nami te naše uspešnice iz CD-ja izvedeli. No, načeloma pa igramo sami, pač jaz igram kitaro, Tomaž igra ukulele, včasih tudi zamenjava, drugače pa baziramo že od samega štarta na 4-glasnem petju. Vidva tudi kaj igrata? Ne boste verjeli, jaz v svoji mladosti sem igral harmoniko, imam tudi nižjo glasbeno iz tega, igral sem klavir in kitaro, ampak sem stvar kar pozabil, moram priznati. Samo me je pa nazadnje v rit brcnil in pa rekel, stari, ne morem verjeti, da si ti igral harmoniko, pa danes med Kvadropirce še nisi pripeljal harmonike. Tako da bom začel vaditi in mogoče kdaj tudi kaj naredimo glede harmonike. Zdaj na Radiu Prlek tole obljubo, jaz ga držim za besedo že nekaj cajta, upam zdaj, ki je javno povedal, da se bo to res tega držal. Ja. Dobita posnetek. Zmenjeno. Matej, ti
in instrument? Jaz imam tudi nižjo glasbeno klavirja narejen, teorijo. Zdaj znam 5 osnovnih akordov na kitari tudi zabrenkati, ampak jaz to kar prepustim mojstru Samotu, če ne pa baziram na vokalu. Glasba naslednja bo skupaj s Čuki. Ja, to je tudi ena zelo zanimiva zgodba, po mojem, da bi Samo še malo bolj znal povedati, kako je sploh prišlo do tega sodelovanja. V bistvu je Jože potrebuješ, šef od Čukov klical, da bi za en koncert kje je že to bilo, v Bohinju? V Bohinju je bilo, mislim, da je bilo ena 230. obletnica. 240. obletnica prvega pohoda na Triglav. Tako je bilo, ja. In je bil v bistvu organiziran en zelo velik koncert in pravzaprav ne vem čisto točen, kako je takrat na nas se spomnil. Veš, kaj je bilo? Oprosti. Za Bočale gore smo naredili s Heleno Blagne. Se spomniš? Ja. In mislim, da glede na ta komad je pol Jože poklical Kvadropirce. On je tudi vedel, da takrat bo Helena tam in v bistvu se je tudi Čuke zraven predstavljal. Vedel je, da smo mi že naredili z Manco Špiken komad in si je predstavljal komad Tri planike, ki ga vsi dobro poznamo v narodno-zabavni zasedbi, da bi kar skupaj v bistvu na konc vsi nastopajoči na tem koncertu prišli na oder in to zapel. In to smo tudi pol v mojem studiu posneli, določeni solisti pa pač ostali. In takrat je on pomislil, pismo zelo lepo zvoni, jaz sem pa en komad za vas in je pokazal en posnetek, on me en čovanček tam nek na morju in tam so neki združbo bili in je mi pokazal ta posnetek, ki so ga že izvajali, pač oni, oziroma on ga je sam zapel, pa še nek harmonika zraven, je rekel, dajmo mi to skupaj narediti. Sem rekel, Jože, zdaj večjim veseljem. In pol je v bistvu mačken miskomunikacija med nama bilo, ta komad bi naj bil pravzaprav čisto v narodno-zabavni preobleki, sam da bi jaz še klasično kitaro solo zraven naredil. In jaz ga nisem na ta način razumel in sem stvar čisto drugače zapeljal in drugače aranžiral in potem je on stvar samo še malo spremenil in zdaj je nastal komad v tej obliki, ki ga zdaj poznamo. In mislim, da je zelo, zelo lepo izpadel. Tudi na YouTubu se vidi, da ga ljudje radi pogledajo, ker mislim, da ima že, 2,5 milijona bo počas. Tako da smo res zelo ponosni in ful smo veseli, da so se Čuki spomnili na nas takrat. Tako da res, to je bila pa naslednja prelomnica v našemu delu. Brskam po slikah, kjer ti si na njih, srečna in mirna se zdiš. Kjer sva se lani še midva ljubila, njega za roko držiš. Če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me božal čas boli. Če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup. Vsi me sprašujejo, kam si odšla, kaj naj jim rečem doma. Saj sva se lani še noro ljubila, zdaj pa si z drugim odšla. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me božal čas boli. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup. Vem, da ti zame ni čisto nič mar, z njim si odšla pred oltar, kjer sva si lani midva obljubila, večno ostaneva par. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel me na te gor drži, včasih me božal čas boli. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub
me spravlja v veselje in obud. Če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obud. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obud. Samo Jure in Matej se od spominov da živeti. Seveda, se jih skupaj sami ustvarjamo z drugimi in siguren, ko bomo enkrat v penziji nekje na kakšnem čolničku ali pa ob morju samo spominjali teh mladih let, kako smo skupaj prepevali in seveda se da. Brez spominov ne gre. Ste tako lepo povedala, da ne bom z denarjem začenal. Se mi zdi, da že kar misliš na penzijo. Joj, toliko je še do takrat, da pustimo se presenetiti, pa bomo videli, kaj bo čez, koliko smo, da smo stari dobrih 20, ne? Na 10 podlage. Če še predstavimo vse člane, Jure, ti si baritonist. Tako je. Jaz sem baritonist, tudi ustanovni član kot Samo, Gorazd in pa Tomaž. Bivši vzgojitelj, zdaj pa, kot sem že prej povedal, 100% kvadropirec. Si že delal tudi v kakšnih drugih zasedbah? Pred 16 leti sem se prijavil na eno audicijo in smo dejansko, mislim, da smo pol leta trajali. Vaški muzikantje iz Čirč pri Kranju, jaz sem takrat pel. Sem bil glavni vokalist z eno gospodično Petro, ki ne vem čisto točno v kateri zasedbi, zdaj le pa s harmonkarjem Rokom, ki pa zdaj le špila pri Veselih begunčanih. Tok se spomnim. Začel pa si zelo zgodaj pri 4. Če sem prav preračunal. Ja, dobro računaš. Samo tebe že poznamo iz narodno-zabavnih voda. Ja, pravzaprav čist štart sem imel čisti rock'n'roll. Mi smo bili, jaz pa še ni 3 sosedje, bratje, vsi 3 Smolnikar. Zdaj še Matic Smolnikar še z nam veliko sodeluje, tudi zdaj je bil v spremljevalnem bendu 13. je kitaro igral. Mi smo se imenovali Krik, izvajali smo rock'n'roll. Potem sem šel v ansamblu Viharnik, tam sem bil 6 let, potem smo z Ognjenimi muzikanti čisto na novo začeli zgodbo in let za tistem smo mi na novo začeli zgodbo in zdaj ta zgodba naša traja 9 let, tako da že študiramo, kaj bomo za 10. obletnico delali, pa itak ostane presenečenje. Do tega še dobro leto in pol. Ja, ampak to se zavrti 3, 2, 1, nič. Matej, ti in glasbene izkušnje, ti si basist? Ja, jaz sem že v prvem zboru, ko sem bil na koncu osnovne šole, sem šel v en cerkven zbor in so me kar že takrat dal kot basista, saj še ni bilo toliko nižin, ker sem mogel še mičkrat počas mutirati. Ampak ja, večinoma imam jaz glasbene v bistvu prakse iz nekih klasičnih zborov. Sem tudi pol v študentskih letih v zborih pel, v kakšnih manjših zasedbah, kvintet, oktet, mešana. Prav s tako glasbo, ki jo pa fantje izvajajo, sem se pa v bistvu nedolgo pred njimi sem se enkrat spoznal in mi je všeč ratala in par tednov zatem, ko mi je všeč bilo to, sem potem zvedel za to audicijo in sem rekel, to je zdaj zame napisan in jaz to grem in jaz bom tle pri Kvadropircih. To je to. Potem je tukaj še Tomaž, prav tako tenorist kot ti Samo. Ja, čeprav on ima po moje celo oktavo višje razpon, tako da on je za moje pojme res eden izmed najboljših tenoristov pri nas. Ma sicer svojo specifično štimo, ampak lih zato je še toliko boljši. Drugače pa tudi on igra klavir. Pravzaprav mu je tiste 3-4 spite zmanjkali, da bi naredil glasbeno akademijo, pedagoško smer, ampak žal se ni išlo, ni mu tudi nekaj ciljev v tej smeri delati. Mislim, da se je kar dobro zadovoljil z nami Kvadropirci. Drugače pa tudi on še nekaj po pogrebih poje, pa tako freelancer je internetne strani dela, tudi za nas je vse oblikovanje on zrihtal. Internetno stran imamo lih prenovljeno, tako da prosim, da si vsi pogledate, ker se jo splača videti, ker je res dobra in to je vse naš Tomaž naredil. V sodelovanju z našim novim članom naše Quattro ekipe Maticem Plevelom, menedžerjem. Naslednja bo Ti si zame čokolada. Ja, v bistvu, tole bi pa lahko ti povedal, Matej, ne? Ja, to je bila pa moja v bistvu istočnica pa Kvadropircih. Jaz sem 3. januarja lansko leto sem prišel na audicijo, čez 2 dni me Jure poklical in rekel, sej ne vem, kva ti rečem, dobra novica, ne?
Spred si med kvadropirce in jaz, vesel, ka rožica, se mi je smejal cel dan. Seveda so mi 2 dni prej obljubili, lej, se boš počas, se boš naučil neki komadov nekje do aprila, pa za poroke počas bo z nami pel. No, temu ni bilo čistko, ker sem čez par dni že bil v Samotovem studiu. So mi rekli, fantje, dej tale komad se nauči, ga bomo posneli. In smo takoj, prva vaja ni bila vaja komadov, ampak smo kar snemali takoj tole čokolado našo. In čez en teden smo bili v Laškem, kjer smo posneli videospot, ki je bil tu tak, vnoter ena taka simbolika, kjer sva se midva s prejšnjim basistom Gorazdom sva se zamenjala tudi v spotu, je tudi lepo nastal in v bistvu to so moji prvi koraki bili v bistvu s tole čokolado. Še vedno na tvojem oknu dišijo rože ti, le sveže nosim zate, bi dala mi srci. To sonce le zahaja, ko pogledam van, saj le tisti stavek slišim, vse bi dala zanj. Ti si zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si. Bolečina še ostaja, če te ni, jaz nimam raja, naj spomina naju še živi. Ti si zame čokolada, rad bi slišal, imam te rada, a tvoj glas za mene le molči. Svoje sanje si ujela, če si srečna in vesela, tudi moja duša manj trpi. Le tebe sem vedno ljubil, zaupal ti vse, bila si prava sreča in moje upanje. To sonce le zahaja, ko pogledam van, saj le tisti stavek slišim, vse bi dala zanj. Čokolada, ti si zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si. Bolečina še ostaja, če te ni, jaz nimam raja, naj spomina naju še živi. Zame čokolada, rad bi slišal, imam te rada, a tvoj glas za mene le molči. Svoje sanje si ujela, če si srečna in vesela, tudi moja duša manj trpi. Ti si zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si. Bolečina še ostaja, če te ni, jaz nimam raja, naj spomina naju še živi. Ti si zame čokolada, rad bi slišal, imam te rada, a tvoj glas za mene le molči. Svoje sanje si ujela, če si srečna in vesela, tudi moja duša manj trpi. Čokolada si. Kvadropirci z albumom Do zdaj na Radiu Prlek, kar nekaj sodelovanj imate, tako z domačimi kot tudi tujimi glasbeniki. Res je, veliko srečo, če nisem danes to že povedal, imamo, da dobro zvenimo, da se dobro pobarvamo in so dejansko nas drugi glasbeniki klicali, a bi mi kaj skupaj naredili. Helena Blagne, Ognjeni muzikanti, Manca Špik, potem Čuki, Zerosi smo tudi naredili eno lepo pesem, Nježne niti tvog pogleda, ki jo lahko tudi na YouTubeu pogledate. Potem je bila tle, kot sem že rekel, Klapa Kampanel in ne nazadnje Jan Plestenjak. Veliko znanih imen. Ja, res je, sploh za zadnjim imenom smo imeli to tiho, skrito željo že od samega štarta, po mojem. Mislim, saj jaz sem imel, da bi nekaj pa z Janom naredili. In lansko let
aprila smo imeli en tak zelo fajn, zelo uspešen koncert tudi v Novem mestu, kjer smo imeli nekaj gostov. Tudi Jan je bil naš skriti gost in smo naredili 2 komada z njim, 2 priredbe njegovih pesmi in mislim, da se mu je zelo lepo zdelo in nas je kar hitro kontaktiral, če bi prišli v bistvu dol poslušati nekaj, kar sta iz Cototom našraufala, in mi smo se takoj usedeli v avto in šli dol poslušati in smo takoj potrdili, seveda Jan, z največjim veseljem. In tako je ratal ta komad. Res je dober dan. Kaj pa da tako sodelovanje zasedbi, kot ste vi? Je siguren, da en izziv, da se dobro ujamemo z še drugim izvajalcem, potem neka nova prijateljstva se spletejo, v bistvu same pozitivne zadeve. Ne? Glasba, naslednja bo Želim. Želim, tako je. Pesem Želim je pa nastala v sodelovanju s klapo Kampanel, ki jo mi spremljamo že od samih naših začetkov. Je pa tudi prva klapa, oziroma prvi izvajalec, katero smo mi povabili v sodelovanje. Poklicali smo Anteja iz klape Kampanel, smo rekli: Ante, imamo neko novo pesmo, a bi vi naredili to z nami? So rekli: z veseljem, pošljite nam demo, in tako je nastala zelo lepa pesem Želim, za katero smo pa posneli tudi vrhunski videospot na Krasu in pa v vasi Abitanti. Želim svakog dana da prođe ulicama moga grada. Želim svakog dana da čujem zvona mog rodnog grada. Želim još uvijek da vidim puteve djetinjstva moga. Želim još uvijek da pratim tragove života tvoga. A najviše želim da slušam tišinu, da zajedno s tobom uživam u vinu, da ležim kraj tebe uz najljepše zvuke. U rukama držim tvoje ruke, da gledam u more i divim se kraju, bez suvišnih riječi u svom zavičaju. Da ti si uz mene, da diram ti lice, dok ima dice. Želim svakog dana da sviram onu našu pjesmu staru. Želim svakog dana da uzmem u ruke crnu gitaru. Želim još uvijek da gledam kako dica nam rastu. Želim još uvijek da slušam kakvu imaju maštu. A najviše želim da slušam tišinu, da zajedno s tobom uživam u vinu, da ležim kraj tebe uz najljepše zvuke. U rukama držim tvoje
Kvadropirci in vi poslušate Radio Prlek. Rad bi, kakor veter bi, v svoj objem te ulovil. Šel ti skoz lase, ti bi jezila se. Včasih močno pihal bi, v oči bi prah prinesel ti, bi opil te v mraz in s prsti ti kril obraz. Veter je vil, ko sem zapel, zate to pesem. Tja do morja, z njimi srca, tebi jo nesem. Včasih bi drugačen bil, verjemi tebi sanjat bi pustil. Pred tabo brisal prah, te dvigal nebo, vse do sonca lahko. Veter je vil, ko sem zapil, zate to pesem. Tja do morja, z njimi srca, tebi jo obral bom nebo, nič ne obupaj. Veter je vil, ko sem zapil, zate to pesem. Tja do morja, z njimi srca, tebi jo Veter je vel Kvadropircev z albuma Do zdaj samo Jure in Matej so z mano. Kar z veliko materijala sta nam postregli na vašem prvem albumu 16 pesmi. Ja, skoraj cela naša zgodba od samega štarta, odkar smo začeli komade ven delati, je na tem CD-ju, tako da se zelo lepo vidi tudi naša rast vokalna na tem CD-ju in je še meni zelo zanimivo poslušati to po vrsti. Se usedem v avto na kakšno dolgo vožnjo, kar od štarta do konca poslušam in rečem, ja, super smo zrihtali. In potem slišiš, tu pa smo naredili napako? Ja, seveda to večkrat, mislim, sploh štartni komadi imajo določene stvari, ki bi jih zdaj s tem znanjem oziroma s temi izkušnjami, ki smo jih čez ta vsa leta delovanja dobili, bi naredil drugače. Tudi ideje so bile, da bi mogoče kakšen komad, ki je res dober, še enkrat posnel. Že sploh te prvi komad moja, bi ga moč še enkrat posnel. Ampak ne smeš se niti sramovati te svoje zgodovine, ker konec koncev je točen ta posnetek nas pripeljal po tej poti do sem, kjer smo. In zakaj bi to še enkrat šel delati pol?
Glasbo ustvarjate same? Na srečo imamo Samota in Tomaža, ki sta tudi avtorja in aranžerja. Jaz zaenkrat še nisem, oziroma sem v mladih letih napisal eno pesem oziroma eno besedilo na eno melodijo, ker sem bil zaljubljen, pa pustimo zdaj to. Matej, a vš ti kaj napisal? Boš nekaj še navdih dobil. Ja, mislim, jaz sem že probal kakšne skladbe, kakšne aranžmaje kvadropirske iz že znanih komadov narediti in jaz to vedno tako po svoje malo napišem, potem pa vedno dam Samotu in Tomažu, da ona dva celotno harmonijo pregledata, kaj je klapa, kaj je treba še kaj popraviti. Tako da en delček že tudi lahko malo jaz pomoram. Ti gledaš bolj do strokovnega vidika, fizikalnega, verjetno. Ne računam nobenih frekvenc, pa to malo iz svojih izkušenj vem, kaj so harmonije, kaj so durovi, molovi akordi, pa kako se prepletajo. Ampak siguren ti se en piko na i, da res dobro zanimajo pa fantje, še posebej Samo in Tomaž imata občutek, kako harmonijo noter v notah zapisati, da bo na naših glasovih najbolj se zveneli in slišali. Ne nazadnje, akustika je del fizike. Ja, je del fizike, sej Samo ima to tudi dobro preračunan in preštudiran v svoji diplomski nalogi, če se ne motam, ampak ne bomo pa šli tle v številke in računanja. Ima studio dobro izdelan, po vseh pravilih. Dodelan, izdelan, preračunan, vse štima, nobenih pomanjkljivosti, bi se rekel, prav dobro se tam počutimo in tudi izdelki, tudi na koncu, še posebej zadnje skladbe, ki so res posnete v tem studiu, ki se je nadgrajeval skozi leta, se vidi, da je res ven izvrstni izdelki prihajajo. Potem vladaš tudi ti samo akustiko, matematiko, fiziko. Moram reči, da sem jo nekaj let nazaj precej bolj to obvladal, ker jaz sem pa tudi diplomiral z elektrofak, sem pač delal v Ljubljani. Tako da v bistvu sem pa ujel ta zadnji mesec, da sem še po staremu programu tole skupaj spravil in sem to v bistvu iz predmeta elektroakustika in akustika naredil. V bistvu sem svoj studio akustično tretiral, tako da se noter sliši, kar se da pač najbolje in da lahko narediš miks tak, kot je treba. No. Tako. Mislim, da je kar dobro mi uspel. Poleg tega sem pa tudi poskrbel za samo počutje. Tam je zadaj vedno en hladilnik, ki je pol. Vedno so neke lučke raznih barv, ki to pržgem, pa belo luč ugasnem, se vsi lepo počutimo in ustvarjamo v svojih najboljših občutkih. Pomeni, ko odpreš hladilnik, se luč prižge. Tudi to je res. Tam pa je bela luč. Tam je edina bela luč. Kdo skrbi za besedila? Za besedila pesmi ravno tako, Tomaž in Samo. Pravzaprav, ja, kar so napisala, nekaj so napisala, ampak od vsega skupaj, ali melodija, aranžma, vsega tega so več naredila. Edin pri besedilih so nam največ ostali zunanji, pač prijatelji, kolegi, pomagali. Zdaj tisti, kar so bili komadi v teh duetih, ki smo jih mi delali, so ponovadi drugi izvajalci poskrbeli za celo pesem, ne? Tudi za besedilo, tudi pri naših komadih, pa recimo Anže Zavrl je enega naredil, David Novak od Gadov, to sta dva člana Gadov, ne? Potem Damjan Pasarič je, mislim, da pri enih 3 komadih prisostvoval. Tako da tlej še najmanj, ampak lahko imamo tudi za to občutek. Glasba, številka 14 bo naslednja z albuma. Tako je, res je dober dan, kot smo že prej omenili, naše izvrstno sodelovanje in hvaležni smo, da nas je Jan povabil, ker sta s Cotom naredila tak dober komad. Spet je dan, da me zadene, ja, lepo je biti sam. Sonce sveti le za mene, vsi spomini šli so stran. Na valovih ni več pene, tvoje sanje so druge. In ne skrbi zdaj za mene, vidi, da lepo mi je. Aleluja, 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 res je dober dan. Nekaj mi diši v zraku, vem, predolgo bil sem slep. Nekaj svetlega je v zraku,
vsak obraz je srečen, lep. V meni vse gori in poje, kot da mi je 15 let. To življenje spet je moje, duši ne pustim umret. Aleluja, 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 res je dober dan. Včasih se zgubim, spet se ulovim in na koncu dvignem krila. Včasih padem dol, spet se dvignem gor, ni me sreča zapustila. Aleluja, 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 res je dober dan. Aleluja, 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 res je dober dan. Do zdaj je novi album Kvadropirca. To je to, kar ste ustvarili do zdaj. Tako je. Zadnja pesem, Ko sreča je ujeta, smo naredili v sodelovanju z družino Vlašič, nikakor pa nismo začeli počivati. Zdajle, ko zaključimo s turnejo, lahko pričakujete že novo pesem, potem pa v jeseni še kakšno in potem tako naprej. Imate nekakšen že the best of? To so res hiti, ki v bistvu so že tudi vidni bili na YouTubu vsa ta leta in je to nabor vseh teh najboljših v bistvu skladb. Sej samo ene par, ki jih nismo vključili v ta CD, ampak tudi tiste lepo živijo na YouTubu in nabirajo oglede. Sedaj ste tudi na turneji vse slovenskem, ampak spite doma. Spimo zaenkrat doma, mogoče bomo kdaj tudi kje druge, če se bo res skupaj držalo, ampak drugače smo pa lih začeli s to turnejo zelo uspešno. Lih na Valentinovo 14. smo bili v Semiču na razprodanem koncertu, 15. v Dolskem, lih tako razprodani, tako da zdaj jaz ne vem lih na pamet vseh teh terminov, najbolj, da si jo greste poslušalci Radia Prlek pogledati na naše spletne, kako se reče. Naša spletna omrežja, Facebook, Instagram in na našo spletno stran. Tako in končamo v bistvu aprila enkrat proti koncu, mislim, da vseh skupaj jih bo 13 plus tale štarten, ki smo CD predstavili. Koncert je res lep, nekaj dalmatinskih, nekaj slovenskih, naših enih par vmes, od Oliverja Dragojeviča, našega, bom rekel, velskega ozornika, so ne 3-4 najlepše izbrane. Tako da res lep, čuten koncert, da vam pričaramo že ta feeling morja in sonca, ki ga vsi potrebujemo že zdaj. Niti zime še nismo imeli, pa že razmišljate o poletju. Ja, hvala Bogu. Ja, jaz recimo sem zadnje smučal 15 let nazaj, tako da mene to čist nič ne gane, če ni snega, če ni mraza. Ajde, morajo bacili malo pocrkati, ampak vse ostalo, precej rajš imam morje in sonce, tako da mene to ne moti. Kako vas sprejema občinstvo na nastopih? Ja, zaenkrat je čudovito. Oba do zdaj koncerta smo imeli razprodana, začnemo itak v nekih mirnih melodijah in dvorana je popolnoma tiho, ko pa začnemo z malo bolj živimi komadi, jih pa tudi vključimo, z nami kaj zapojejo, z nami zaploskajo in mislim, da na koncu in kar pustimo en tak lep pečat, en tak lep večer in pričaramo. Tako da do zdaj je bila samo super publika. Verjetno pa niste na odri samo v sklopu turneje, ampak tudi drugače. Res je, Kvadropirci nastopamo tudi po porokah, lahko nas najamete, zopet na spletni strani lahko dobite naš kontakt. Če nas potrebujete tudi za kakšno slavje, kakšni rojstni dan, kakšno prireditev, smo vedno na voljo, če smo le prosti. Lahko še povemo, najstarejša je bila 90-letnica, teh smo naredili že ne 3, najmlajši je bil pa 3 leta star, ko smo mu prišli za 5. Širok razpon. Izredno širok. Pred zadnjam bo Deklica. Deklica je pa v bistvu že en malo starejši komad, 15 let nazaj. Je ansambl Ajda, ga že naredil. Mi pa bi lahko rekli, da smo ga rahlo obudili, če ga je kdo že pozabil. Smo ga preoblekli v našo kvadropirski zvok. V bistvu je naš menedžer rekel na koncu leta, fantje, zdaj moramo še nekaj narediti, da bomo lepo začeli to našo novo leto z eno
tako ljubezensko za začetek porok in tega, in mislim, da je kar lepo nastala, mi smo kar zadovoljni. Ljudje jo pa tudi že poznajo, na koncertih pojejo z nami, tako da ni čisto pozabljeno. O ljubezni pesem sliši se kot star refren. In še eno tako zgodbo naj ti jaz povem, ker o tebi še nobena ni napisana. Ti prijazna moja lepa rožica, veš, le zate tole melodijo bom zapel. Božal tvoja lička in za roko te prijel. Kot da ti ljubezen bije iz oči, v sebi čutim žal pomladnih dni. Deklica, deklica, tako te rad imam, da življenje te ne rani, zate sem na svet poslan. Deklica, deklica, jaz lepše ne poznam. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepših sanj. Nežno Boža mi srce, res zaljubljen sem v tvoje kuštrave lase. Ko zadišiš mi kot med češnjami pomladni dan, vznesen do solz na lice ti položim dlan. Deklica, deklica, tako te rad imam, da življenje te ne rani, zate sem na svet poslan. Deklica, deklica, jaz lepše ne poznam. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepših sanj. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepših sanj. Kvadropirci z albumom Do zdaj v studiu Radia Prlek. 3x2.kvadropirci.com je vaše domovanje, spletno seveda. Točno tako. Zdaj imamo to spletno stran čisto novo narejeno. Naš Tomaž se je podstopil, že skozi je računalniške sorte človek in zdaj se je še malo bolj podučil v tem in je dejansko naredil res lepo internetno stran, na katero smo zelo ponosni. In bravo Tomaž, ki ga danes sicer ni z nami, doma piha CD-jek, so še čisto roči direkt iz pečice ven, enega smo mogli za to angažirati. Kako pa ste aktivni na družabnih omrežjih? Ja, po mojem, da smo kar v redu. No. Se zelo potrudimo, če je le možnost, kadar smo skupaj, pa tudi kadar nismo skupaj, da ljudi in poslušalce obveščamo o naših dogodkih in dogajanjih in projektih, ki se dogajajo. Redno pa skrbite tudi za svojo celostno podobo in imič ne nazadnje. Ja, lansko leto smo kar 2 ali 3 nove outfite, bi rekel, preobleke si
prvoščili, bi tako rekli, tako da lahko nastopamo na malo bolj ali sproščenih dogodkih ali pa bolj na svečanih slavjih, tako da imamo za vsako priložnost imamo svoj outfit. Ste tudi video aktivne, videoprodukcija je vrhunska. Naša videoprodukcija, ko kar imamo tle za Instagram pa Facebook, smo kar v redu, takole, kdaj kakšen selfie posnamamo, zdaj nam tudi Matic pomaga. Imamo zelo dolge roke, tako da lahko sami sebe snimamo. Drugače smo pa zelo ponosni, od vsega štarta je za nas skrbel Andrej Pratnemer, videoprodukcija Pratnemer. Potem smo pa po parih letih, kot vsako stvar, ki jo moraš včasih malo obrniti pa zamenjati, prišli do produkcije No Visuals Igor Pečolar. Tako da smo tudi na njega zelo ponosni in na njegovo ekipo. Lahko si pogledate zadnje 3 pesmi oziroma zadnje 4 pesmi je Igor kriv za to, da so nastale tako, kot so. Za konec, že kaj razmišljate o 10. jubileju? Že razmišljamo, to bo čez 1 leto in pol, oziroma, ja tako, čez 1 leto in pol. V letu 2021, junija ali pa avgusta pripravljamo veliko koncert, najbrž bo v letnem gledališču Studenec. Kaj več bomo pa izdali kasneje. Lepo si povedal. V tem času pa verjetno še nekaj svežega materiala. Ja, seveda, saj smo tudi rekli, da bomo po tej turneji, da bo kakšna skladba vam prišla po poletju oziroma ob koncu poletja, tudi še kakšna skladba, saj na vsake par mesecev smo še vedno, zdaj v zadnjem letu smo kakšno novo skladbo dali, lahko se kakšen duet obeta, nič ni 100% začrtano, ampak prepustimo se presenetiti. Pravzaprav v zadnjem letu sem zdaj iz CD-ja videl dol, smo 6 lepih projektov, 6 komadov smo izdali. To je kar velika frekvenca izdajanja komadov, tako da mogoče tolikih letos ne bo. Vsi, ki pa bodo pa nekaj posebenega. Še eno bomo spustili za slovom, to bo Ko sreča je ujeta. Tako je, kot smo že povedali, to je naš zadnji projekt, ki smo ga naredili v sodelovanju z družino Vlašič in smo zelo, zelo, zelo ponosni na to. Dajte si pogledati videospot, tudi odlična zgodba je ratala, kakor mal filmska že na YouTubu, tako da mi smo zelo ponosni na ta projekt. Če je bil prvenec do zdaj, bo potem drugorenec do kdaj? Verjetno, da do 10. obletnice. Ja, se zna zgoditi. Skladbo sedaj spuščamo v eter. Matej, Jure in Samo, hvala, da ste bili gostje Radia Prlek ter uspešno in delovno naprej. Najlepša hvala. Hvala vam. Hvala za povabilo in še do, kako se reče, nasvidenje. Do naslednjega snidenja poslušajte Radio Prlek in Kvadropirce. To sem mislil reči. Ko noč zapre oči in jutro vstane, želim, da si ob meni ti, da sreča se ujame. Ko besede čas topi, ljubezen ostane. Saj ko si mi dva v oči gledava, v svet takrat obstane. Življenje z roko v roki bova šla obeta in preko vseh pasti zavidno v smehu ujeta. A v srcu vem, da še takratna stara leta bo nama lepo in pot življenja bo ljubezen le odeta. Povem ti lahko, to se zgodi samo, ko sreča je ujeta. V meni zadrhti občutek topline, ker vem, da tu ob meni si, mi greješ spomine. In če kdaj name huda si, trenutek naj mine. Vse takšne skrbi, ljubezen zdrži, kot hrastje sredi zime. V življenje z roko v roki bova šla obeta in preko vseh pasti zavidno
smeh ujeta, a v srcu vem, da še takratna stara leta bo nama lepo in pot življenja bo ljubezen le odeta. Takratna stara leta bo nama lepo in pot življenja bo ljubezen le odeta. A enkrat samo življenje bo šlo in pesem bo izpeta. Mi smo Kvatropirci in vi poslušate Radio Prlek.